Kaj mislite? Dihamo dovolj svežega zraka? Je onesnažen zrak naš tihi ubijalec? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. V Evropi imamo 1/3 bolnih hiš. Razlog za to so kvalitetni gradbeni materiali, ki stavbe hermetično zaprejo. Arhitekti, kot tudi strokovna javnost, se poteguje za celovito in nedelno prenovo objektov, kot je bilo to do sedaj, ko se velikokrat sanacija ni izvedla v celoti. V javnem sektorju je to sploh še zaskrbljujoče, saj so izvajalci največkrat izbrani na podlagi najugodnejše ponudbe, ki pa največkrat ni najustreznejša in ne zagotavlja dovolj kvalitetne izvedbe. Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da je notranje okolje od 5 do 6 krat bolj onesnaženo od zunanjega, kot tudi dejstvo, da porast okužb dihal, gripe in drugih virusnih obolenj narašča med drugim tudi zaradi neustreznega prezračevanja. Zagotovo bi moral biti razlog naše zdravje dovolj tehten, če ne celo poglaviten, za spremembo strateških usmeritev na področju gradnje javnih kot tudi zasebnih stavb. Po besedah strokovnjakov ima prezračevanje multiplikativno pozitiven učinek, saj poleg tega, da poskrbi za čist zrak najvišje kakovosti, doseže tudi energetski prihranek. To pomeni, da trajnostna naravnanost gradnje in s tem zelene tehnologije pripomore k reševanju okoljske in družbene problematike, katere velik zagovornik je tudi Evropska unija. Obveznost prezračevanja je definirana že v raznih smernicah in pravilnikih, odkar se je svet začel spopadati s pandemijo. Vse več je študij, ki dokazujejo, da bo redno prezračevanje pripomoglo pri zmanjšanju širjenja virusa, s tem pa je prezračevanje toliko bolj pridobilo na pomenu. Stavbe morajo že po zakonodaji imeti rešeno vprašanje prezračevanja, za katerega moramo poskrbeti že med načrtovanjem objektov. Pa na tem področju res naredimo dovolj. Svetovna zdravstvena organizacija, kot tudi drugi strokovnjaki, so si na podlagi znanstvenih dokazov enotni, da je krivec za prenos virusa COVID-19 in ostalih respiratornih virusov kar v 97% prenos preko zraka z aerosoli. Aerosoli so namreč nosilci vseh virusov in bakterij v zraku. Raziskave in študije so pripomogle, da lahko bistveno izboljšamo kvaliteto bivanja in ustvarjanja zdravega bivalnega okolja. Posledično zmanjšanje okužb s prezračevanjem prostorov za lokalnim prezračevalnim sistemom, ki ohranja koncentracijo CO2 pod dovoljeno kritično mejo, kar zmanjša možnost prenosa virusnih okužb le na 1 do 3%, kot kažejo podatki Svetovne zdravstvene organizacije. Dodatno, za vgradnjo lokalnega prezračevalnega sistema zagotovimo zdrav način bivanja ter se izognemo ustvarjanju bolnih hiš, stanovanj, šol, domov za ostarele in okolja, v katerem ustvarjamo. Dodatno nam sodobni, inovativni lokalni prezračevalni sistemi z visoko stopnjo rekuperacije, ki je rezultat slovenskega znanja in razvoja, omogoča neprestano dovajanje svežega zraka v prostor s 100% izmenjavo zraka pri zaprtih oknih in poskrbi, da se do 95% toplote ohranja pri prezračevanju bivalnega prostora. Kljub zračenju, v hladnejših dneh so vaš prostor ne ohlaja, medtem ko se poleti ne segreva. To omogoča uporabniku višje energijske prihranke pri gretju oziroma hlajenju prostora. Z vsem spoštovanjem do odločitev ljudi, ki se odločijo, da se ne cepijo, kakor vseh, ki vidijo edino rešitev v izbiri, da se cepijo, nam strokovne študije jasno utemeljujejo, da s kvalitetnim prezračevanjem prostorov, ki nam jih omogočijo najnovejši prezračevalni sistemi, zagotovimo praktično minimalne možnosti prenosa okužb. Mogoče vendarle kaže pri političnih odločitvah in sprejemanju zakonskih podlag upoštevati v večji meri strokovnjake različnih strok, kateri znanje in strokovna dognanja utemeljujejo, da ni edini način preprečitve prenosa okužb uporaba farmacevtskih sredstev, ampak nam sodoben razvoj tehnike zagotavlja druge načine zdravega in kvalitetnega bivanja.
Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost, da bomo skupaj ustvarili lepšo prihodnost.